Aleš Kranjc, znova smo na svetovnem prvenstvu, ste na svetovnem prvenstvu, upravili ste tudi prvi trening, velika dvorana, sam ste sicer vajeni sedaj teh velikih dvoran v Nemčiji, igrate v še večji kot je ta. Kako in kaj, konec koncev ste tu z reprezentanco od ponedeljka naprej? Ja, res je, znova smo na svetovnem prvenstvu, občutki so super, tako kot vedno. Res je tudi, da se malenkost pozna, kaj igraš v teh velikih dvoranah, ti potem nekako ni to nekaj novega, nekaj v bistvu ti ta dejavnik ne pomeni ničesar, se lahko koncentriraš od prvega treninga naprej na igro, na trening. Danes mislim, da smo dobro trenirali, jutri še en trening, pa v soboto pogumno naprej. Poznate to sceno sedaj, ne glede na to seljenje gori doli, ampak poznate to sceno, Norvežani, zelo zahteven nasprotnik, ki je v zadnjem obdobju neverjetno napredoval. Res je, na papirju so Norvežani in tudi na ledu kakovostni, sigurno favoriti, ampak mislim, da imamo možnosti za zmago vsekakor. Ravno tako kot na naslednjih 3 tekmah potem, ko so v bistvu te nasprotniki nekje na ravni nas oziroma premagljivi. Po tistem, kar ste napravili v Vojensu, pa vas nekako drugače spremljajo. Danes na treningu smo videli dobesedno ves staff oziroma spremljevalno osebje iz norveške reprezentance, ki skrbi za tako imenovane videoposnetke, in to je nekaj drugega, kot pa smo bili morda vajeni še, ne vem, 5, 6, 7 let nazaj. Ja, vsekakor, ta uspeh, ki smo ga dosegali v Vojensu v hokejskih krogih po svetu, pomeni veliko. To sem sam videl v Nemčiji, to res tudi naprimer Kanačani, ki igrajo z menoj tam, to cenijo, to je res mogoče, jaz imam občutek, da to pomeni še več kot pri nas. Zdaj vse ekipe mogoče so nas v preteklosti podcenjevali, oziroma jaz mislim, da so nas, ker smo pač eni majhni Slovenci, ki na papirju smo res pač nas podcenjujejo. Zdaj od takrat naprej pa vsak se zaveda, da smo dosegali en uspeh in da je možno, da jih tudi premagamo tukaj in povsod in se bojijo, vsekakor bojo pristopili drugače. Je pa tudi vaš pristop drugačen, vsaj sam imam tak občutek, da s prihodom Matjaža Kopitarja so stvari, ne bom rekel resnejše, da ne bi izgledalo kot podcenjevalno do prejšnjih generacij, ampak enostavno je drugače, drugačen je pristop, drugačen je odnos, vsaj tako je moje mnenje, vi pa ste že izkušen reprezentant, kaj bi rekli o tem? Ja, moram reči, da sem dal v reprezentanci kar nekaj trenerjev skozi. Tukaj je treba vedeti, da je pomembna tudi ostala posadka od vodstva, kako oni skupaj delujejo. Zdaj v času Viburnija, Karija, Savolainena, to je treba vedeti, da takrat one niso imeli toliko kvalitetnih igralcev, kot jih imamo sedaj. To je vsekakor velik faktor. Potem, zdaj, če pred Kopitarjem je bil Harrington, ki vsekakor nihče ni bil zadovoljen z njima, saj vodstvo reprezentance trudil za to, ampak on in njegov pomočnik sta imela neko svojo vizijo, ki jo nikakor nista mogla vtepsti v naše glave. Mi smo druga mentaliteta. Tukaj mislim, da ima Kopitar prednost, ker pozna igralce v nulo, on nas pozna dolga leta, od malih nog. Karakter je, sposobnosti, bi rekel, točen za vsega ve, kaj je sposoben, točen ve, kjer je igralce dati skupaj, s tem, da ima pa polno podporo vodstva, predsednika, ostale zveze, kar mu daje vso moč, da se vse te ideje, ki jih ima, lahko nekako uresničijo in zato tudi te uspehi. Kakorkoli že, Aleš, srečno na ledu, dobro opravite, to nas ne skrbi in izid naj pride podoben kot v Vojensu. Ja, hvala.